Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Pisal mi je Janez Janša, meni osebno in zdaj je v postopku. Če ste slučajno med tistimi, ki smo pretekli teden dobili osebno pošto predsednika vlade, ste posredno sokrivi, da je informacijska pooblaščenka proti njemu uvedla postopek zaradi varstva osebnih podatkov, češ od kod mu vaš oziroma naš naslov. No, vsaj kar zadeva mene, je premier čist kot solza. Midva si namreč piševa kar naprej. Sedaj pa se lotimo 57. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, bo Golob odnesel Janšo? Kaj je bolje, Golob na strehi ali kul v roki? Odločeno je, vse kaže, da bo novi stari obraz, ki bo na aprilskih volitvah premagoval Janšo, Robert Golob. Kaj to pomeni za Janšo in Vrabca, kul v roki, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Dr. Igor Lukšič in magister Bernard Brščič. Dobrodošla. Dober večer. Igor, Bernard, vidva oba imata neko osebno izkušnjo o Robertu Golobu, tako da bi vas za začetek vprašal, kdo je pravzaprav Robert Golob? Kaj izvoli, Bernard? Ja, kakor jaz poznam njegov historiat politični, gre kar daleč nazaj, tja v leto 2000, 20 let nazaj, ko je bil amanuensis takratni ministrici za gospodarstvo Teji Petrin pristojen za energetiko, potem se je dal iz tega političnega položaja nastaviti za direktorja v državnem podjetju GEN-I in 20 let kolobaril po državni energetiki, vmes imel, kakor poznam zgodbo, 3 ekskurze v politiko, neke lokalne liste v Novi Gorici, potem bil je zelo pomemben član Pozitivne Slovenije, celo podpredsednik Pozitivne Slovenije, se pravi Jankovićev človek, potem je odletel z Bratuškovo v njen nov politični podjem stranke Alenke Bratušek, bil še do pred kratkim, če se ne motim, celo predsednik sveta te stranke in zdaj se tu ponuja kot novi mesija, novi odrešenik, novi Kristus, ki naj bi antikrista Janšo strmoglavil. Koliko se on, Bernard, preden damo še Igorju besedo, koliko se on v resnici pozna na to energetiko, kako dobro je vodil to GEN-I podjetje, ne? Zdaj oni imajo koliko, 3 milijarde denarnega toka letno, zdaj dobiček... Pa 10 milijonov dobička. Ja, dobiček na prvi pogled, bi rekel človek, ni toliko visok, kakor pa recimo je tega denarnega toka. Mislim, jaz ne bom omalovaževal tega človeka, zaradi tega, ker je doktor elektroenergetike v nasprotju z njegovo bivšo šefico, ki izrazito trpi z Dunning-Krugmanovim sindromom, se pravi velika neskladja med ambicioznostjo in intelektualnim potencialom. Jaz ne bi njega enačil v skupino Alenke Bratušek, Tanje Fajon, Mesca ali pa takih karakterjev, skratka Šarca, da ne govorimo kot primera. Ne. Se pravi, intelektualno, sigurno je potencial. Zdaj v rezultatih, kar se tiče poslovanja GEN-I, si pa sam povedal, razmerje med prihodki in dobičkom je smešno. Recimo podjetje, kjer sem jaz zaposlen, ima isti dobiček ob 8-krat nižjih prihodkih. Skratka, zelo na mestu je vprašanje, kam odteka denar, ker je nenormalno, da imaš ti ob 3 milijardah prihodkov tako pičl poslovni izid in je vprašanje, ali je res takšen čudežni deček energetike in potem ta denar odteka
na račune v davčnih oazah, Luksemburg, Cipr, Kajmanski otoki, ali pa ni tak čudežni deček in je zgolj človek, ki sedi na zlati gosi, ki nese zlata jajca, ki pa se generirajo seveda v nuklearni elektrarni Krško, ker vemo, da je lastna cena v Krškem bistveno nižja od tržne in tisti, ki prodaja elektriko, lahko preko transfernih cen ustvarja zelo, zelo velik dobiček. In vprašanje seveda, kje je denar? To bi jaz, recimo, če bi bil novinar v mainstream medijih, bi rekel, pa na take rezultate, kot jih ima, kje je dobiček? Ja. Sigurno gre vse v to, da mi uporabniki plačujemo nižje cene električne energije. Gotovo. Ja. Igor, ti imaš vseeno drugačno izkušnjo z Robertom Golobom, jo imaš pa vendarle, povej. Veš kaj, v resnici sem ga samo enkrat ali dvakrat videl. Tako da to je drugačno od Bernarda. In tudi nisem s področja energetike, tako da ne vem, kako je. Ampak zdaj gledam ta njegov nastop. Ta nastop je neverjetno Slovencem pisan na kožo. Slovenci smo namreč mahnjeni na tako imenovane nestrankarske stranke. Se pravi, stranka, ki je v začetku one man band, potegne nase neko energijo na tega človeka, ki je kao čist in še nikoli ni bil v politiki, kljub temu, da vidimo pri Robertu. Je cel življenje v politiki. Ja, ampak podobno je bilo tudi pri Jankoviću, nekaj kandidiral kot župan, pa ni bil, ali pa Virant, ali pa Šarc. Vsi jahajo na tem sentimentu, da oni pa niso stranka, da oni niso bili, se spomnim Viranta, 14 dni prednje ustanovo stranko, smo bili nekje na kanalu A, in ga on vprašal, razmišljate, da bi ustanovili stranko? Ne, je rekel, jaz pa nisem strankarski človek. Zaradi tega, ker si ljudje navadni predstavljajo, da če si ti v stranki, pomeni, da moraš nekoga poslušati. In jim je všeč, da je tle nek pokončen človek, ki noče biti v stranki, ki pove točno to, kar si večina ljudi misli. In to je on zdaj povedal. On je ne strankarski, ne misli strank, vse so stranke zamočile. To on gotovo ve, se je kar v nekaj strank bil. In to zdaj poskuša do volitev. Je pa seveda jasno, da na koncu parlament ne moreš priti, če ne ustanoviš vsaj liste. Pol tisti, ki so probali z listo priti, so ugotovili, da na listo ne pride denar, da je treba imeti kar stranko in potem ugotovijo nazadnje, da je strankarstvo kar v redu, ko so oni not. Če se spomnite stranka Levica, kako so antistrankarsko začeli tam 2014, da oni pa ne bojo se šli te klasične stranke, poslanci bojo minimalne plače prejemali oziroma nekaj minimalnega in se bojo temu odpovedovali, ne bojo vlekali mandatov, bojo samo 1 ali 2 mandata največ. 2 mandata po statutu, ja. Ja, in tako naprej. Skratka, zelo to antistrankarsko so zastavili. In to se obnese. Z tega stališča je zastavil točno po okusu ljudi. Kaj pa to prinese, pa tudi vemo. Da človek, ki nima... Ja, sej povej. Ne, kar zaključ mislim. Človek, ki nima za sabo ene strukture ljudi, ki bi bila upeljana, da ni tako, kot se je zgodilo. Izvoljen predsednik vlade, ki je tudi predsednik stranke in potem, ko je bil izvoljen kot predsednik vlade, je imel spoznavni večer s svojimi poslanci. Da so mu povedali, kdo vse je za njega glasoval in tako naprej. Sprav, to ni stranka, to je en hec, ena slovenska posebnost in tisti, ki govorijo pri nas o strankokraciji, so v enem drugem sistemu gor rasli. Ja, to je, mislim, da je Miro Cerar mlajši, še na koncu mandata ni znal našteti vseh svojih poslancev. Res pa je, da jih je on imel zelo veliko, največ v zgodovini. Tako da to mu je malo upravičilo. Bernard, kdo je zdaj naredil Roberta Goloba? Zdaj imamo več teorij, pa me zanima, kakšno je tvoje mnenje. Ja, gotovo tranzicijska levica. Zdaj, ali je to Golobič, ali je, ker je bil praktično v vseh teh strukturah, povezava Janković-Bratušek, gre za tranzicijsko levico in
domišlja si, kot rečeno, da je mesija, da je kompetenten, da bo kar očitno, ne vem, kakor jaz vem, imamo 24.4. volitve in je prvo potrebno zbrati parlamentarno večino, da si predsednik, Možakar se pa ponuja ex ante za predsednika vlade. Jaz mislim, da bo še veliko toplega mleka moral popiti, pa soočenja z politično realnostjo, da ima kar nekaj težav pred sabo. Eno je gotovo pojasniti, kako to, da človek, ki ima 45.000 evrov bruto plače, pristane na to, da bo kar naenkrat pro bono patria deloval za 6.600 bruto plače, kot jo ima predsednik vlade, se pravi 8-krat nižjo plačo. Najbrž, da gre v ozadju za to, da imamo spet nekega mandžurijskega kandidata, pri čemer to, kar se dogaja, kar se medijev tiče, se mi zdi, da je tranzicijska levica trenutno v velikih težavah, zaradi tega, ker se je on sam več ali manj sebe ponudil v to totalno razsulo kulcev, ki so v zadnjih letu pa pol oziroma 2 letih praktično v opozicijski vlogi izjemno slabo odigrali. Ustvaril se je prostor potem, ko je Šarec vrgel puško v koruzo in so verjetno nekateri ocenili, da ni material za ponovitev leta 2018. Kar pomeni, da je Šarec odpisan, da je verjetno sicer gospa Bratuškova, ki trpi za tem napuhom in samoljubjem in neskladnostjo svojih miselnih zmogljivosti in ambicij, kar je pokazala nenazadnje kot predsednica vlade in kot aspirantka, kandidatka za komisarko. Eden največjih debaklov Slovenije je bil takrat leta 2014 v Bruslju. Se pravi, je tudi ta aspirantka verjetno odpisana, vajna strankarska tovarišica Tanja Fajon je odigrala izjemno slabo partijo, ker je praktično omogočila stranki Levica, da diktira tempo, in se tu zdaj pojavljajo 3 mušketerji, eden, ki ne bo... Bernard, oprosti, bomo morali o 3 mušketirjih po oglasih, tako da ne namojiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali bo Robert Golob odnesel Janeza Janšo. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Bernard Brščič. Pogovarjamo pa se o tem, ali je bolje imeti goloba na strehi ali kul v roki. Bernard, preden smo šli na oglase, si končal pri 3 mušketirjih. Izvoli nadalje. Ja, pri Tomažu Veselu, Golobu in pa Čeferinu. Čeferin očitno ne bo aktualen, vsi stari okoli 55 let, težki uspešneži, kaviar socialisti, polnijo si žepe tako ali drugače, pridigajo o socialni pravičnosti in o tem, kako bodo pro bono patria reševali vse probleme slovenske družbe, ki so se nakopali v 30 letih. In to je problem, to pričakovanje mesijanskih odrešiteljev, novih Jezusov Kristusov, ki bodo to slovensko ljudstvo popeljali v lepšo prihodnost. In izjemno poenostavljeno,
razumevanje političnega procesa, tako kot je Igor lepo povedal, odrekanje strankam kot temelju parlamentarne demokracije in vek takih projektov je izjemno kratek. Dejstvo je, tudi sam vem, ker sem del političnega podjema Domovinske lige, kako težko je neko stranko od spodaj navzgor zagnati, kako je, če te recimo blokirajo mainstream mediji, tako kot recimo v primeru Doma, in kako je lahko, če si maziljenec globoke oziroma paradržave, ko kar naenkrat v mainstream medijih dobiš odprt vse kanale in te začnejo graditi kot odrešitelja. Mislim, da je to za parlamentarno demokracijo zelo slabo, ker brez strank parlamentarne demokracije ni in gradnja stranke, tudi v lastnem primeru lahko rečem, pa izjemno naporna, zlasti, če nimaš denarja, če nimaš naklonjenosti mainstream medijev in bojim se, da bo to spet nek podjem z novim obrazom, konec pa ne more biti za Slovenijo kaj boljši, kot je bil v primeru Zorana Jankovića, kot je bil v primeru Mira Cerarja, Alenke Bratušek, Marjana Šarca. Vsi ti podjemi se za državo klavrno končajo. Zdaj, Igor, poleg vsega, kar je povedal Bernard, je pa še nekaj, ne? Verjetno Robert Golob ne bi šel v politiko, če bi mu vlada dala nov mandat na čelu GEN-I. Je to spet kakšna vzporednica mogoče s tem, kar se je zgodilo z Zoranom Jankovićem? On je tudi šel kandidirati za župana Ljubljane, ker so ga ruknili s čela Mercatorja, ne? Ja, gotovo je to vplivalo, saj tako je bilo videti, ne, da predtem ni dajal nekih posebnih znakov, da bi ga politika sicer zanimala. Verjetno so ga pa tudi spomnili, da je zdaj zanj primeren trenutek. Se pravi, tisti, ki so na vse kriplje iskali enega novega kandidata in kot vemo, tle na vsak način, vsake pol leta, ne, tako so narejeni, da vsake pol leta promovirajo nekega novega kandidata. Če se ta ne izkaže že takoj, pa kar več njih, ne. Če se spomnimo tudi 2014, ne, tam jih je bilo v vrsti od decembra do junija, so bili eni 4, ne, in podobno pa se zajema pri Računskem sodišču, se pravi pri teh že narejenih ali pa pol narejenih ljudeh. In Golob je na nek način, ve, zakaj v politiki gre, sodeluje, ima pregled na tem, kdo so glavni akterji, tako da je na nek način že na pol narejen kandidat in verjetno so ga spomnili, da bi še z njim poskusili. Gotovo je to drugačen tip poskusa, kot je bil v primeru Damjana, ne, Jožeta, ker tisto je bilo v vsakem primeru zelo prezgodaj, ne. To je pa sovpadlo, ravno 4 mesece je ta prav čas, ker časa za to, da bi ga zelo oblatili in razložili, kako je on dolgo časa v politiki ali pa ne vem kaj, je enostavno premalo, ker se bo zdaj vsak malo ukvarjal sam sabo pa s nasprotniki iz svojega bazena. Tako da, tako kot so ga lansirali, ima kar dobre šanse, ne. Preden gremo na njegove šanse, me še tole zanima, Bernard. Zdaj, Marjan Šarec v bistvu ga je naredil na nek način politično, kar se tiče nacionalne politike, Damir Črnčec, ki je bil prvoborc, tako rekoč, Janeza Janše. Zdaj, drug prvoborc Janeza Janše, Anton Krkovič, je zdaj pri Robertu Golobu. Zdaj, nek vzorec se tu ponavlja, ne? Kaj ti praviš na ta vzorec, Bernard? No, ne vem, če je ta vzorec, je pa res, da je žalostna zgodba opazovati te konvertite, ki recimo Janezu Janši zabadajo nože v hrbet. To kaže tudi na to, da morda predsednik vlade ni najboljši razsodnik o človeški naravi, da si izbira judeže za sodelavce, ampak mislim, povezave med Krkovičem, verjetno gre tu za zelo tako materialne narave, verjetno neko sinekuro oziroma
dobro plačano službo, kakšnih, po mojem, nekih hudih zgodb v ozadju ni. Je pa res, da je gospod Krkovič, če pogledaš njegov izvor, ki ga tudi sam priznava, vendarle izhaja iz tranzicijske levice in je seveda vprašanje, zakaj Janša sodeluje s toliko ljudmi iz tranzicijske levice, ki so mu že v karieri ničkolikokrat zabodli nož v hrbet, ampak to je pač njegov problem. Jaz tu neke take zgodbe kot Črnčeca, kot nekega Mefista, mislim, da je bil tu ključen imprimatur, ki ga je dal Milan Kučan, ki se je večkrat povezal oziroma dal vedeti, da je Marjan Šarec njegov ljubljenec in pa vloga mainstream medijev. Jaz tu trdim, da sicer njihov domet upada in jaz sem prepričan, da bodo te volitve 2022 nekoliko drugačne, kot so bile leta 2018, zaradi tega, ker je enostavno, recimo, če pogledaš domet tiskanih medijev, je zanemarljiv. Ma še sicer Televizija Slovenije pa Pop TV neko moč, ampak vedno bolj, po mojem, jo socialna omrežja tista, ki bodo pomembno determinirala tekmo, tako da 4 mesece pred koncem, dokler debela gospa ne zapoje, ni konec in tu umeščati nekega Roberta Goloba, ki je pripravljen se žrtvovati za narod, ker da je to naslednji predsednik vlade, mislim, da je zelo prekmalu, zlasti zaradi tega, ker kot bomo v nadaljevanju verjetno še nekoliko spregovorili, da to pomeni klanje na tranzicijski levici. Do tega še pridemo, vse to je zdaj naslednja stvar, kjer me zanima vajino mnenje. Igor, koliko šans ima po tvoje Robert Golob? Bernard je to še nekaj omenil. Namreč na anketah ga že merijo, čeprav še nima svoje stranke, časopis Dnevnik je že objavil, da če bi bila stranka Roberta Goloba, bi bila že tretja. Ne vem, koliko gledalci zdaj to na ekranu vidijo, ampak stranke Roberta Goloba še ni. Ti si dal podobno zgodbo skozi takrat z Igorjem Šoltesom, in njegovim vstopom v politiko in potem še z Mirom Cerarjem. Ja, tako da lahko iz prve roke poveš, kako je to, ko začnejo prihajati ljudje, vstopati v tekmo, ki prej niti nismo vedeli, da se ukvarjajo s tem športom, v narekovajih. Ja, poglej, kaj so naredili. Oni so vse stranke KUL-a so pasivizirali s tem podpisom pogodbe med njimi. Kar pomeni, da oni so se zavezali, da na nek način ne grejo v tekmo. Ja, da ne tekmujejo. Tako, ti greš, da sploh ne grejo v volilno tekmo. Pazi, ker ti greš v volilno tekmo znotraj svojega volilnega telesa. Kar pomeni, da moraš kazati svoje prednosti in slabosti drugih v svojem volilnem bazenu. Ti ne tekmuješ z volivci krščanskih demokratov oziroma Nove Slovenije ali pa Janeza Janše. Voliš oziroma tekmuješ za te glasove. Zdaj, vse ti 4 so podpisali, da ne grejo na volitve. In, če karikiramo. Torej, vse, kar jim ostane zdaj, je, da podprejo pa tistega, ki bo šel na volitve. Torej, oni bojo šli kot čebelce po med, ta med bo pojedel pa nekdo drug. In to je bila zgodba podobno, kot je pri Mirotu Cerarju, ko se je energija politična kopičila in je Miro tik pred volitvami, a veste, on ni šel niti na evropske volitve, ki so bile maja, ampak je šel junija oziroma julija na parlamentarne volitve. Ampak on je zajahal tisto energijo nestrankarstva in etike, ker so prej bile evropske volitve, ki so pokazale vso bedo strankarskega življenja. Tako kot vsake volitve to pokažejo, ljudem se to zagnusi in potem ti prideš in rečeš, jaz se pa grem to čist drugače. Nastopiš kot persona z imenom in nobenega drugega človeka v javnosti ni, noben ne ve, kdo je za tabo, niti Miro ni vedel za vse. Potem za tiste, ki se ve, jih je pospravil zelo v kratkem, ki so motili pač te, ki so ga nastavili in sfinancirali. Tako da tle pri Golobu se ta vzorec lepo ponavlja
Da se to zgodi, je potreben en kratek mandat vlade Janeza Janše in to gre po istem sistemu. Se pravi, vse te stranke, ki obstajajo, so to za rezervo oziroma za to, da nabirajo glasove. Ta, ki bo pa na koncu odločil, ker v našem sistemu pač predsednik vlade ima veliko moč, ne toliko ministri, še zlasti, če je tak, ki to zna, pa ki je znal uporabiti. Ja, ali pa mu nekdo pove, kje jo treba uporabiti. Ne. Tako da to po moje, zaradi tega mislim, da so šanse velike, ne, ker je vzorc, ne, ti si prej sprašal tudi po vzorcu. Se pravi, to, da je Krkovič prišel k njemu oziroma se kaže, da bo in da bo še koga dobil, to je pač volilna aritmetika, ne, oziroma politična v tem smislu, da si bo nabildal to politično telo, ki bo kazalo, kako je on zelo nad strankami. Ne. Ker tudi Krkovič ni neka strankarska persona, mi vsi vemo, da sta z Janšo bila zelo tesno povezana dolgo časa. In no je problem, ne, zdaj, če en tak samo ponudi neko barvo v tej mavrici, ki bo šla pod Golobom na volitve, pa še kdo, ne, od teh velikih imen, ki za njih bojo ocenili, da imajo vpliv, in se bo to zgodilo brez problema. Tista stranka, ki se bo imenovala stranka, karkoli, lista Goloba, ne, česarkoli, bo vezana na eno ime in to verjetno ima šanse. Ne. Mogoče kar Golob gen, ne? Kaj pa vemo, bomo videli. Bernard, kaj ti praviš? Bo to zdaj podjem, kot ti rečeš temu, političen podjem novih starih obrazov ranga Marjan Šarec, več, manj? Jaz mislim, da reda velikosti Marjan Šarec plus 2-3 odstotne točke max, če ga bodo praktično unisono potrdili botri tranzicijske levice in praktično nož v hrbet oziroma zadal milostni strel nepredvidljivemu Marjanu Šarcu in njegovemu napuhu in ambicijam. Zato tudi zaznavam veliko živčnost med temi 4 jezdeci apokalipse v koaliciji KUL. Temeljno vprašanje volitev 2022, pa ne zdaj samo povezano z Golobom, je 30% volilnega telesa, ki spada v tako imenovano levo-liberalno polje. Če pogledaš sodobno politično zgodovino po osamosvojitvi, se vse dogaja glede teh 30%. Če rečeš, približno 30% je levičarjev, se pravi trde levice, potem imaš 30% recimo temu desnice v narekovajih in 30% je pa te levo-liberalne, se pravi te, ki mogoče ne bi šli full monty nazaj v komunizem in jo je v začetku tranzicije obvladoval ZSMS, potem LDS, potem je bil Zares, potem je bila Pozitivna Slovenija, potem je bila Državljanska lista, pa je bila SMC, pa Alenka Bratušek. Skratka, vse ta nestabilnost političnega prostora in to nihanje levo-desno se dogaja v tem korpusu 30%. In je recimo po mojem slab znak za tega Goloba je, ker se spogleduje z nekimi z ekstremnim levičarstvom. Mislim, da je tu recimo stranka Levica sicer izjemno propulzivna, ampak hkrati izjemno škodljiva v političnem prostoru, ker je praktično onemogočila nastanek karkoli, kar ne bi bilo ortodoksno komunističnega. Praktično tako, kot je Igor rekel, da vsi piskajo po tonih, recimo v KUL-ovih strankah, kot jih narekujejo te mesečniki in hkrati pa obstaja, po mojem, korpus volilnega telesa, ki vendarle ve, ok, so
liberalni v slovenskem smislu, se pravi LGBT, multikulti in vse, ampak ne bi šli 100% nazaj v komunizem. Kdo njih nagovarja? Ne? Imaš na eni strani ta Počivalškov mrtvega konja, samo konkretno, ki nagovarja ta del telesa, pa se mi zdi, da to telo ne čuti, da jih reprezentira Počivalšek in kompanija. Skratka, prazen prostor. In tu je možnost, kot rečeno, pa vendarle ta Golob ni noben nov obraz. Človek, ki je bil Jankovićeva desna roka, ki je bil amanuensis od Petrinove, Bratuškove in tako naprej. Skratka, gre za človeka, ki je vpet v ta tranzicijska omrežja in mislim, da je fenomen novih obrazov pa fenomen moralizacije politike svoj višek dosegel z Mirom Cerarjem in zdaj imaš pa samo še razpolovne dobe, se pravi od 35% do leta 2018, ko Marjan Šarec kot karikatura neke vrste Mira Cerarja doseže samo 13%. Jaz mislim, da bo imel problem, ker ta Golob, ker stranko, ki praktično nobene strukture, ampak bo pelmel nekih verjetno Golobičevih razbitin sestaviti, se pravi z LDS, z SMS LDS zares nek nov politični korpus, da recimo na rezultat, kot ga je 2014 zabeležil Miro Cerar, ne more računati in potem bo pa zelo, zelo zanimiva zgodba, kako recimo z relativno malo poslanci ti vodiš vlado. In primer Marjana Šarca je, da brez močne politične stranke, ki ti krije hrbet kot predsedniku vlade, se ne da dobro vladati. Sem Bernard, kar zadeva volilnega rezultata. Ne? To je druga zgodba, je potem kaj po volitvah. Ampak kar zadeva volilni rezultat, kot zdajle pelejo zgodbo, da je važno premagati Janeza Janšo in nauk iz leta 18 je, da je treba Janeza Janšo premagati tudi absolutno, se pravi, mora zmagati ena stranka, en posameznik, pa stranka, ki bo šla na volitve, in ne pustiti to več neki koaliciji. Zato je pasivizacija vseh obstoječih strank, teh štirih, ne, zelo pomembna bila pred lansiranjem tegale Goloba. Namreč Golob bo zdaj v tej ambiciji, ki jo bojo še naprej gojili, in to smo videli, da gojijo naprej, da mora nekdo absolutno premagati Janšo. In ta histerija, ki se bo stopnjevala, bo pripeljala do tega, da ima on šanso, da edini od teh lahko gre na to. Zdaj, a ga bo premagal ali ne, bomo videli, ker je odvisno tudi od tega, veste, koliko bo Janši in desnemu polu uspelo prskutiti in njega in celo to levo sredino, ker to volilno telo je moralno bistveno bolj občutljivo kot desno. Ne? V tem smislu, da če ti prskutiš nekomu kandidata kot, ne vem, moralno problematičnega, mimogrede kdo ostane več doma, kot če to delaš isto na desnici. Se pravi, desnica ima bistveno bolj stabilno volilno telo, čeprav ga je, če gledamo takole malo, bistveno manj, tudi kot je Bernard prej rekel, ne, 30%, pa verjetno še tam do 45%, gotovo je tega dosti stabilnega. Zdaj pa vprašanje, koliko od teh gre na volitve. To je pa zdaj spet odvisno od tega, kakšne poteze bo vlada vlekla do volitev. Če bo tudi pri lastnem volilnem telesu povzročila nek odpor, potem bo ta stabilnost padla tam lahko do 35% in potem bo to lažje za Goloba, da pride do neke absolutne zmage, absolutne v tem smislu, da bo tudi relativni zmagovalec. Zdaj, ali bo Golob Šarec, ali bo Miro Cerar, ali pa kaj vmes, tega ne vemo, ampak vseeno se mi zdi, da
ta reakcija, kot jo zdaj vidimo plastično, ne, da minister Hojs na interpelaciji je kokice v državnem zboru, verjetno toliko za podcenjevati, pa Goloba vse ni, ali se motim? Jaz mislim, da ga ni za podcenjevati ravno zaradi tega, ker ni tip kandidata Bratušek, Šarec, ki so intelektualno zelo šibke osebe. Njegov hendikep je samovšečnost, samoljubje. To mislim, da morda pri Slovencih ne vzbuja simpatij. Nasprotno, če pogledaš, kateri so najbolj uspešni politiki v slovenski postosamosvojitveni zgodovini, tisti, ki niso bili ravno, recimo Miro Cerar, ni bil znan po tem, da bi bil hud samoljubnež. Janez Drnovšek ni bil hud samoljubnež, medtem ko te karakteri Bratušek, Šarec, mogoče izjema Janković, ki je, da je to problem. Ne? Se pravi, Pahor, če ti tam žugaš. No, Pahor je tak simpatičen samoljubnež, ker praktično signalizira, lejte, koliko sem glup, pa lep. In to imponira. Ne? Se pravi, Slovenci imamo raje lepe, čedne moške, kot pa pametne moške. In je to lahko celo simpatično, ne? Se pravi, to, da si samo lep obraz, se pravi, tega ne jemljajo ravno za, da ti več kot usoda države pomeni prhljaj na suknjiču, ne? Ampak dejansko je problem, če imaš ti stil vodenja, ki spominja na recimo italijanski fašizem, se pravi, da tam s pestjo, z grimasami, zelo antipatičnimi. Mislim, jaz moram reči, da te eskapade pri tem Golobu meni zelo degutantno delujejo in čisto z vidika psihologije nisem prepričan, da bo to zelo nagovorilo in tudi spogledovanje, mislim, z nekimi ekstremnimi levičarskimi zamislimi, hkrati pa dejstvu, da si über kaviar socialist. Se pravi, kakšen levičar si ti, če vlečeš 45.000 bruto plače in boš ti potem nek moralni vzor in sem prepričan, da se bo izkazalo, ker vprašanje je tvoje začetno, kje je dobiček GEN-I-ja. In se bo verjetno prišlo na plan, da se je kupovalo verjetno s tem posredno državnim denarjem medijski prostor v stilu Sebastiana Kurza v Avstriji, se pravi te medijske manipulacije, ne? Tako da jaz, kot rečem, nisem tak optimist kot Igor. Po eni strani je močen kandidat v primerjavi z Šarcem in Bratuškovo, ker težko mu očitaš, da je ignoramus človeku, ki ima vendarle spodoben doktorat iz elektrotehnike, ki nekaj recimo ve o energetiki, omalovaževati takih ljudi, ne, in jih primerjati z nekom, ki je diplomiral iz znojenja žensk in potem kako to vpliva na suknjiče žensk. Mislim, to ni ista kategorija, tako da on je močen kandidat, nagovarja potencialno, kot rečeno, prazen prostor v tem korpusu razsutega LDS-a in njegovih derivatov. Sem pa prepričan, da spogledovanje oziroma kopiranje nekih levičarskih ekstremnih stališč in v bistvu tekmovanje z levico, kdo je večji kulturni marksist, ne obeta.
Bomo videli, kakšen Golob je Robert Golob, glinast, saj zaenkrat se zdi, da ni. Dr. Igor Lukšič, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil Janši in Golobu, že 661. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali ugovor vesti ali kaj dela vest v politiki. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.